Je slovenska lokalna politika res prežeta s korupcijo? Ta teden odmeva razkritje domnevne koruptivne mreže okrog moravškega župana Balažica. Z očitki o korupciji pa se že nekaj časa soočata tudi najvplivnejša župana, ljubljanski in mariborski. Od kuhinje za 26 tisočakov, ki so jo med dokazi odpeljali kriminalisti, do priznanja, da mu je denar zanjo res posodil lokalni poslovnež. Ne zgodi se pogosto, da se politik na očitano korupcijo odziva tako neposredno. Ker sem vam predstavil tudi svojo lastno travmatično izkušnjo, to velja za vse nas. Včasih je dovolj samo kakšen nedolžen pogovor, pa si že inkriminiran. Moj podžupan recimo se nahaja v kazenski ovadbi zato, ker je imel v posesti 10 bikovih jajc in ker je skuhal golaž. Ko gre za sodne postopke, Zoran Janković velja za enega najbolj izkušenih županov pri nas. Kako je to, gospod župan? Kot vedno pravim, sodišče je edini kraj, ki lahko dosežem pravico, drugače prevladuje ulica. Prvič, odkar je župan, so kriminalisti marca letos potrkali na vrata Saše Arsenoviča, prav tako zaradi suma gospodarske kriminalitete in korupcije. Tudi te ljudje, ki so po naravi koruptivni, ko vidijo, da je nekdo v podobni situaciji bil obsojen, da se mu je vzelo premoženje, da je šel v zapor, se potem seveda iz strahu, da se to zgodi njemu, korupcija pa. Zdaj, če pa teh obsodb nimamo, se ti ljudje tudi ne bojijo kaj dosti te pravne represije in mogoče s takimi ravnanji nadaljujejo.